Bila je prva ženska profesionalna jahačica bikov, ki se je pomerila z moškimi. V svetu, kjer je bilo redko najti žensko v profesionalnem jahanju bikov, je bilo nepredstavljivo najti tako, ki bi tekmovala v istem tekmovalnem krogu kot moški. Do dneva, ko Polly Reich nikoli več ni splezala na bika. Splezati na besnega bika je lahko tvoj zadnji trenutek življenja. Povprečen rodeo bike tehta 680 kg in vsaka zver je selektivno vzrejena za en sam namen, da skače, da brka in se divje vrti. To je tisto, zaradi česar je jahanje bikov eden najbolj nevarnih športov na svetu. Vsak, ki stopi v areno z bikom, to stori z zavedanjem, da ga lahko ta v trenutku zdrobi in jih trajno poškoduje ali jih brutalno ubije. Samo 8 sekund na vrhu divje zveri se morda ne zdi veliko, vendar se vsaka sekunda zdi kot večnost. In to je bila večnost, ki jo je Polly Reich goreče želela doživeti. Kot ženska v športu, v katerem prevladujejo moški, so ji govorili, da tam nima kaj iskati, ampak Polly je imela pogum, da se je povzpela na najbolj divje bike. Ni dovolila nobenemu moškemu, da bi ji govoril, kaj lahko in česa ne sme početi. V svoji karieri jahanja bikov je utrpela nešteto poškodb in vsakič se je pobrala in nadaljevala s tem, kar je imela rada. Ironično, dogodek, ki jo je izločil iz športa, sploh ni bil zaradi bika. Nadaljujte z gledanjem, da izveste, kako se je njena kariera nenadoma končala. Polly Reich bi lahko primerjali z biki, na katerih je jahala. SRDIT, odločen in divji. To je njena zgodba. Po raziskavah, objavljeni v poročilih o športni medicini, kar 100% jahačev bikov je bilo poškodovanih vsaj enkrat, pri čemer je bilo 26% teh poškodb dovolj hudih, da so jahači ostali brez dela 3 mesece. Ta statistika sama po sebi je dovolj, da odvrne večino moških od tega športa, ampak Polly je to vzela kot izziv, za katerega je vedela, da ga lahko premaga. Poleg tega, tisti, ki si opomorejo od svojih poškodb, pa običajno ostanejo z doživljenjskimi težavami, kot je degenerativna bolezen sklepov, heart arthritis in kronična travmatska encefalopatija, degenerativna bolezen zaradi ponavljajočih se pretresov možganov. Vendar pa ni vsak jahač bikov tako srečen. Ocenjuje se, da je od leta 1989 v rodeo krogu umrlo 21 jahačev bikov. Na misel pridejo imena, kot je Lane Frost. Bil je prvak profesionalnega združenja rodeo kavbojev leta 1987 in znan kot neustrašen jahač bikov s karizmatično osebnostjo. Po uspešni vožnji, ocenjeni z 85 točkami. Ko je Frost sestopil Brahma bik, imenovan Taking Care of Business, se je obrnil in ga udaril s hrbtom svojega roga. Zlomil mu je več reber in smrtno poškodoval Frosta. Star je bil le 25 let, a vendar ga pomnijo kot enega največjih jahačev bikov vseh časov. Nedavno, leta 2019, Mason Lowe je doživel smrtonosno nesrečo prav tako pri komaj 25 letih. Nadarjeni jahač bikov je bil zdrobljen pod težo bika in kasneje umrl zaradi obsežnih poškodb srca. Legendarni jahači, kot so ti, so svoje imena zapisali v zgodovino z lastnim življenjem. Kaj je torej obsedlo Polly Reich, približno 1,70 m visoko žensko, ki je tehtala 55 kg, da se je podala na rodeo sceno s temi zvermi? Z jahanjem bikov je začela šele pri 29 letih, v letih, ko večina jahačev že obeša kavbojske klobuke in usnjene zaščite za noge na klin. Bilo je leto 1992. In Polly še niti pomislila ni na to novo pustolovščino v svojem življenju. Delana je kot pasja frizerka v Illinoisu, medtem ko je vzgajala svojo 12-letno hčerko, Ryan. Pravkar je končala 6-letno zvezo. Njene prijateljice so se odločile, da jo spravijo iz hiše, tako da so jo peljale na njen prvi rodeo. Sprva je ni preveč zanimalo, a vendar takrat ni vedela, da bo v le nekaj letih postala profesionalna jahačica bajkov. Vsak dogodek je Polly dolgočasil, vse do zadnjega. Vrata so se odprla, ko sta v areno rodea pridrvela krepak jezdec in njegov besni bik. Bik je brcnil, skočil in se zvijal, da bi jezdeca spravil sebe, pri tem ga je metal naprej in nazaj. Na boju v množici je bila skoraj otipljiva. Vsako sekundo kričanje je postajalo glasnejše in bolj vznemirjeno, a ko ga je bik z nasilnim sunkom vrgal sebe, so se vzkliki množice spremenili v zaskrbljene vzdihljaje. Jezdec je junaško vstal in si otresel usnjene ščitnike za noge. Navdušeni vzkliki množice so se vrnili z vso močjo. Vsak jezdec, ne glede na to, ali je zdržal 8 sekund ali 3, je bil občudovan zaradi poguma, ki so ga imeli. Že samo splezati na besnega bika zahteva pogum.
Predstavljajte si, da ga pustite, da podivja, medtem ko se poskušate držati samo z eno roko. Polly je ta spektakel opazovala s strahospoštovanjem in začudenjem, očarana nad plesom med bikom in jezdecem, plesom, ki bi lahko bil tudi konec. Rodeo je zapustila z mislijo, na katero pomisli le malo ljudi pri jahanju bikov. Jaz bi to lahko naredil. Želela je živeti življenje na polno in zagrabiti bika za roge. Pri 29. večina ljudi opušča ekstremne stvari, ki so jih počeli v mladosti. Za Polly ona je šele začenjala. Moramo si vzeti trenutek in občudovati pogum Polly. Ne samo, da se je lotila ekstremnega športa po vseh merilih, ampak je bila tudi ena redkih žensk, ki so bile pripravljene tekmovati v moški ligi. To je pomenilo, da je morala biti pripravljena na nasprotovanje ljudi s staromodnimi pogledi na to, kaj bi morale ženske početi. Svojo novo odkrito strast je skrivala pred vsemi, vključno svojo hčerko, in začela iskati mentorja. Tukaj je spoznala Larryja Mosleya. Po 24 letih v športu je imel dovolj izkušenj, da je lahko mentoriral Polly in jo spremenil v neustrašno jahačico bikov. Poleg tega, kot afroameriški moški v športu, kjer prevladujejo belci, Larry je vedel, kako je biti tisti, ki izstopa in ga čudno gledajo, ker sledi svoji strasti. Bil je pripravljen biti njen mentor, dokler mu ni po nepotrebnem tratila časa. Vsako veliko potovanje se začne z enim samim majhnim korakom. Zato je Mosley Polly začel uvajati na osnovnem vadbenem biku, imenovanem hudičevo veselje. Sestavljen je bil iz lesenega soda, improvizirano pritrjenega na vzmeti garažnih vrat. Trenažer je bil nameščen na višini 8 čevljev, da bi simuliral, kako daleč bi padel z bikovega hrbta. Mosley je bil navdušen, da se je Polly sploh lahko obdržala, zato se je strinjal, da jo bo treniral. Polly je rekla, da je uporaba naprave, kot da greš skozi pekel, ampak bil je tak izziv, da sem se vračala 5 dni na teden. Ta citat prikazuje pravo vztrajnost in odločnost Polly. Tudi ko je postalo težko, je še vedno vztrajala. 5 dni na teden. Polly se je podvrgla napornim 3-urnim treningom. Ko je enkrat obvladala poskakovanje in zibanje hudičevega užitka, je prešla na pravo poskakovanje in zibanje strašljivega bika. Mosley je lahko videl njen talent, zato je prepričal Polly, naj se pridruži združenju International Professional Rodeo Association in tekmuje z moškimi. Ni bilo posebnih pravil, ki bi ženskam prepovedovala vstop na rodeo sceno, zato se je Polly prijavila, da bo prva izmed peščice žensk, ki so se kdajkoli udeležile profesionalnih moških tekmovanj v jahanju bikov. V ženskih ligah jahanja bikov morajo ženske običajno jahati 6 sekund. In to je na krotkem volu, namesto na besnem biku s hudim temperamentom. S Pollyino voljo in željo, da se dokaže, ni bilo možnosti, da bi to sprejela. Zato se je popolnoma vključila v moško ligo. Njen prvi profesionalni rodeo nastop se je končno zgodil 17. februarja leta 1994 v Johnson City, Tennessee. To je bil začetek vznemirljive pustolovščine, zaradi katere je Polly utrpela nekaj zlomov in poškodb. Tik pred svojo prvo vožnjo slišalo se je, kako je Polly rekla: "Moram se začeti koncentrirati. Če tega ne storiš, povečaš možnosti, da se poškoduješ." Medtem ko se zibaš naprej in nazaj, da simuliraš sunkovite in zibajoče gibe bika, njena prva ježa je trajala 3 sekunde in na koncu jo je njen plesni partner z ogromno nogo brcnil v čeljust. Da vam to predstavim v pravi luči. Bikovo kopito je večja od razpona človeške roke. Če bi vas to brcnilo v obraz, bi veliko ljudi takoj prenehalo z jahanjem bikov. Ampak ne Polly. Še vedno si je želela ponovno povzpeti na bika in premagati tistih 8 sekund. Prijavila se je, da bo 3-krat na teden nastopala na rodejih v okviru mednarodnega profesionalnega rodeo združenja. In potem so jo začeli opažati. Ni zmagovala na mnogih tekmovanjih, ampak njena vztrajnost na biku je privabljala množice kot noben drug jezdec. Ne samo, da je privabljala ogromne množice, ampak je pritegnila tudi pozornost sponzorjev in medijev. Polly je rekla, da je bilo to obdobje njenega življenja kot stalne počitnice z njeno hčerko. Sponzorji so ji plačali, da je hodila od rodea do rodea, osupljala množice s svojim trdnim prijemom in jih strašila s svojimi grozljivimi poškodbami. Vendar pa ni bila vsa pozornost, ki jo je pritegnila, pozitivna. Niso bile vse njene poškodbe posledica napada besne živali. Obstajajo moški s tako krhkimi egi, da jim ženska, ki bolje jaha bika kot oni, predstavlja grožnjo njihovi identiteti. Poskušali so Polly z ustrahovanjem spraviti iz tega športa. Medtem ko je tekmovala na IRPA turneji, njena psička, Sprocket, je bila tarča in so jo šokantno ubili. Potom so popustili vijake na pokrovu motorja njenega tovornjaka, da je med vožnjo po avtocesti odletel. To še vedno ni bilo dovolj. Nekega večera jo je skupina neznanih moških napadla in pretepla, preprosto zato, ker niso želeli, da bi ženska tekmovala z njimi. Polly je bila vajena topotanja bikovih kopit, torej,
kaj bi ji lahko naredili udarci šibkih moških. Njena vzdržljivost jo je gnala naprej. Zato je njihova strahopetna taktika ustrahovanja ni odvrnila od zasledovanja svoje strasti. Približno v tem času jo je eden od Polijinih sponzorjev poslal v novo šolo jahanja bajkov. Vodila jo je rodeo legenda Lyle Sankey, ki je postal Polijin tesen prijatelj in pomemben mentor. Priporočili je, naj zapusti IRPA in se pridruži bolj uglednemu združenju profesionalnega jahanja bikov. Kar je našla, je bilo povsem drugačno od IRPA. Jahači bikov v PBR so bili do nje vljudni in veseli, da vidijo redko prizorišče osredotočene ženske, ki tekmuje na istih mogočnih bikih kot oni. Nekateri jahači tukaj so postali njeni najbližji prijatelji. Toda v tem času si je prislužila tudi še hujše poškodbe. Polly je prestala večkrat zlomljene gležnje, zlomljen zapestje, počena golenica, izpanjeno ramo in celo zlomljeno medenično kost. Vse zaradi svoje strasti. Da ne omenjam vseh zvinov, modric in šivov. Ena njenih najhujših poškodb se je zgodila na 13. rojstni dan njene hčerke. Polly ji je uspelo zdržati na biku, kar pomeni, da je zdržala vseh 8 sekund jahanja. Ob sestopu Polly je postala nepozorna in se ni pravočasno odrinila od bika. Bik se je prevalil na trebuh in pristal na drobni jahačici. In že nato stopil na prsi, ko je vstal. Dogodek je povzročil 5 zlomljenih reber in predrto pljučno krilo. Poškodbe so bile tako hude, da so povzročile zastoj srca. In oživljati so jo morali z defibrilatorji. Pollyjina hči, Ryan, je bila njena osebna medicinska sestra. Že prej jo je bilo strah, da bi njeno mamo resno poškodoval ali celo ubil bik. Tako, da po tej nesreči sta oba ponovno premislila o Polyjini izbiri poklica. Polly je rekla, ko sem videl Ryana v bolnišnici, vprašal sem, ali želi, da neham. Odločila se je, da ker je bila to moja napaka in ne nekaj neobvladljivega, kar je povzročilo nesrečo, da lahko to prenese. V drugem dogodku, ki je bil preveč pretresljiv, da bi ga opisali, je utrpela hudo poškodbo lasišča, zaradi katere je dobila kar 60 šivov na glavi. Najbolj šokanten del tega je, da nobena od teh poškodb ni končala njene kariere. To se je zgodilo zunaj rodeo tekmovalnega kroga. To se je zgodilo v Fort Collinsu, Colorado. Polly se je vozila s kolesom, da bi se ogrela za naslednje tekmovanje v jahanju bikov. Isti dan je potekala tekma ameriškega nogometa, tako da so bili v bližini zagotovo pijani študentje. Ko je Polly kolesarila mimo stadiona ameriškega nogometa, tovornjak, v katerem so bili študentje, ki so pili pivo iz soda, je z veliko hitrostjo pripeljal proti njej. Na srečo so švignili mimo, vendar je bil policist, ki jih je zasledoval na motorju, preveč osredotočen na lovljenje, da bi opazil, da Polly vozi mimo na kolesu. Njegov motor je trčil vanjo čelno, pri čemer ji je močno izpahnil ramo. Od vseh poškodb, ki jih je utrpela med jahanjem bikov, Polly je vedela, da je ta poškodba prehuda, da bi se lahko varno vrnila. Car namekrant. Pollyjina kariera v jahanju bikov se je nenadoma končala. Bilo je tako nenadno, da so se po rodeo krogih začele širiti govorice in mnogi so se bali, da je umrla. Svojo neomajno odločnostjo Polly si je od takrat želela znova sesti na bika. Vendar pa njeno desno ramo je preveč poškodovana, da bi prenesla silo vrvi za jahanje bika, vendar je razmišljala, da bi uporabila levo roko. Morda je bolje, da za zdaj ostane na tleh. Torej, zakaj je Polly tvegala svoje telo in morda celo življenje vsakič, ko je stopila v areno z biki? Po njenih besedah, jahanje bikov je ustvarilo neprimerljiv naval adrenalina, vendar je bilo v tem še več. Polly ni bila zadovoljna z načinom, kako so bile ženske tekmovalke obravnavane na rodeo sceni in zdelo se je, kot da je želela dokazati, da lahko ženska to naredi prav tako dobro. Vsekakor je podrla ovire in dokazala, da se lahko ženske kosajo v zahtevnem športu, ki so ga tradicionalno obvladovali moški. Zdi se, da trdožive ljudi doletijo težki časi. Pred dogodki s Covidom leta 2020 je Polly svojo neizmerno energijo opravljala 5 služb s krajšim delovnim časom, 4 od teh je ustvarila sama. Žalost, Covid je celotnemu svetu povzročil številne težave. Polly je bila zaradi tega močno prizadeta in se je znašla v finančnih težavah, ki jih je še poslabšala Parkinsonova bolezen. V žalostni objavi na Facebooku z dne 23. avgusta 2020 skupnost Deadshot Girls objavila stran GoFundMe, da bi pomagala Polly, da se spet postavi na noge. Upamo, da je Polly Reich spet v borbenem duhu. Ne glede na to, kje je zdaj, Polly Raj je pustila pečat v rodeo skupnosti. Njena zapuščina živi naprej skozi ženske, ki še naprej jahajo bajk v PBR in drugih rodeo združenjih. Resnično je tlakovala pot naslednji generaciji jahačic bikov in zato bo vedno ostala v spominu kot pionirka v tem športu. Najlepše hvala za ogled in se vidimo
v naslednjem videu.